SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu. Tokratni je seveda namenjen papežu Frančišku. Potem, ko so iz Vatikana sporočili, da je v 89. letu starosti umrl, se je seveda svet v trenutku ustavil. Vendarle gre za avtoriteto, ne zgolj za tiste, ki verujejo ali pa verujemo, ampak vendarle za avtoriteto, ki je govoril o miru, pa še o marsičem drugem. O tem, da je treba sprejemati drugačne, da je treba biti pazljiv na vse tiste ranljive skupine. Bil pa je seveda tudi poglavar Rimskokatoliške cerkve. In ko papež umre, se začne v Vatikanu marsikaj dogajati. A vendarle se mi zdi prav, da kaj spregovorimo še več o papežu, ki je bil 12 let vrhovni poglavar. Zato imam danes v studiu dva gosta, ki o tem ogromno vesta, tudi kakšne bolj zanimive zgodbice. En lep pozdrav, Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Slovenske cerkve, lahko tako rečemo, ne? Cerkev na Slovenskem, Cerkev na Slovenskem. Hvala za vabilo. Ja, z veseljem. In pa Alen Salihovič je pa novinarski, zdaj nekdanji kolega iz Radia Ognjišče, in lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Morda najprej čisto za začetek, ko smo izvedeli, da je papež umrl, kaj se zgodi najprej v Slovenski cerkvi? Kakšni protokoli stečejo? Danes sem že lahko bral, da tudi iz Vatikana vse cerkve po svetu dobijo neka navodila, kako se vse zdaj odvija, se pravi vatikanska zastava na pol droga, določene maše, pa kaj se v tistem trenutku zgodi, ker verjamem, da so bile ravno maše, ko se je ta novica prišla v Slovenijo, in dvomim, da so sploh vsi škofi ali pa duhovniki vedeli, kaj se je zgodilo. Torej, meni gre na smeh zaradi tega, ker tak primer sem jaz sam. Torej, jaz sem župnik v župniji Vipava, kjer se ve, da jaz sam zmeraj preganjam gledanje na telefon med mašo, ampak včeraj se mi je ravno to začelo dogajati, ker sem pozabil sklopiti uro, ki mi je javljala, kaj vse se dogaja na telefonu, in potem en, pa drugi, pa tretji klic, in jaz seveda pogledam, in to so bila sama taka imena, ki ne kličejo, če ni nujno nekaj, ne? In tako da se potem sem seveda normalno zaključil se to mašo, jasno mi je bilo, kaj se je zgodilo. Potem pa seveda takoj v pisarno, ker je vsaj na ravni Slovenske cerkve je bistven korak to, da tiskovni urad škofovske konference javi oziroma potrdi novico. Sicer zdaj v današnjem času, ker je tudi komunikacija strani Svetega sedeža, moramo reči kar tudi novinari, mislim, da ste opazili, da so zelo se trudijo, lepo, merodajno vse objavljajo, tako da ni bilo take težave. Sicer pa se je vsaj za Cerkev na Slovenskem protokol začel odvijati v trenutku, ko je bila objavljena novica na spletni strani škofovske konference, in potem še takoj že tudi navodila, ki jih imamo vedno pripravljena tako za smrt katerega od škofov, kot za smrt svetega očeta, tudi to je del življenja, je treba biti pripravljen. Zdaj, osnovne zadeve so te, čisto protokolarne, sicer te pridejo šele potem nekoliko pozneje na vrsto, sicer pa takojšnje priprave, takoj potem vprašanje, kdo bo šel v Rim, kdo se bo udeležil pogreba, potem pa zvonjenje po župnijah, ki smo ga bili deležni včeraj, se pravi 5x po 2 minuti s največjim možnim zvonom, potem pa seveda vse, kar nekako spada zraven, vsa spraševanja, odgovarjanja na novinarska vprašanja, sedenje v studijih in tako naprej. Vse poti zdaj vodijo v Rim, to je res, ne? Kardinali so že na poti, zjutraj ob 9 so se že dobili, da so določili tudi, kako bo potekal pogreb in kje bo. Ta bo seveda v baziliki v Vatikanu. Tudi ti greš v Rim, ne? Seveda tudi novinari, sploh pa Radia Ognjišče, boste imeli ali pa imate veliko dela zdaj v naslednjih dneh. Seveda, in ja, to je poseben čas. Predvsem pa je čas, ko lahko pogledaš v miru na pot, vsaj tam do pogreba, prehojeno pot papeža Frančiška. Bil je pomemben del naše skupnosti in seveda pomemben svetovni voditelj. Ne smemo pozabiti, da ne gre samo za verskega voditelja, ampak svetovnega voditelja. Tako da ja, vidimo tudi odzive, ki so z ene in druge strani, tudi denimo slovenski politični vrh, kako se je odzval na novico. Tako da ja, gre za posebno spremljanje dogodka. Predvsem pa se mi zdi, da pridejo sedaj v ospredje nekateri ljudje, ki mogoče prej niso prišli toliko, da lahko o njem spregovorijo, nekaj o njem povedo. Dejstvo je, da imamo kar nekaj Slovencev, ki so močno
povezani s papežem Frančiškom, bili močno povezani s papežem Frančiškom. En od teh je tudi denimo zdravnica, doktorica Metka Zorc, ki se je v četrtek, na veliki četrtek, zadnjič srečala s papežem Frančiškom, pogosto ga je obiskovala, sta prijatelja že od časa, ko še je bil Bergoglio kardinal v Buenos Airesu, tako da je tam tudi nekako skala vezi, tako da ja, se mi zdi, da niti nimamo še danes, vsi ne vemo, kdo vse se je od Slovencev pogosto srečeval s papežem. Tudi eden od tam živečih Slovencev je poročen z nečakinjo papeža Frančiška in ja, to so novice, ki sedaj prihajajo ven, s katerimi se poskušamo ukvarjati na nekako drugačen način prikazati življenje papeža Frančiška. Bom najprej izkoristil Metko Zorc, ker si jo omenil, pa je govorila v četrtek, vem pa, da si tudi ti z njo govoril, o čem sta klepetala. Ker zdaj bo seveda zanimivo vse tisto, kar je na koncu papež komu kaj rekel, ampak tako to gre, tisto si potem zapomnimo, kakšne modre misli, pa takšne stvari. Bila je precej glede vsebine zadržana, sta se pogovarjala, predvsem bila sta osebna prijatelja dlje časa, tako da mu je nesla potico. V četrtek, skupaj s sestro sta bile pri njem, tako da se mi zdi, kar se tiče tega, kaj sta imela osebno, ne vem, ampak prepričan pa sem, glede na njen odziv, kakšen je bil, da se mi je včeraj, ko sva govorila, zdelo, kot da je skoraj umrl oče. Bila sta izjemno povezana s papežem Frančiškom, tako da ja, mislim, da bo zdaj teh zgodb kar precej prišlo na planu. Gabriel, rekel si, zdaj se seveda določi, kdo gre na pogreb, kaj vse se bo dogajalo, kdo vse gre v Rim. Zanimivo je, da se radi zdaj pohvalijo tudi tisti, ki so bili zadnji pri njem. Včeraj sem prebral, da je bil zadnji njegov obisk ameriški podpredsednik, upam, da je slišal kakšno pametno misel, vendarle je papež Frančišek sploh v teh zadnjih letih, čeprav je ves čas, sploh pa zdaj govoril o miru v Ukrajini, o miru v Gazi, v Sudanu. Upam, da so ti politiki kaj pametnega odnesli v zadnjih dneh od njega, ne zgolj to, da so bili še zadnjič pri njem. No, tukaj jaz vedno znova opozarjam z dobršno mero cinizma, da papež je zmeraj dober, zdaj bo pa sploh, ko ga ni več, ko se bojo, tako kot se rekel, vsi zdaj spominjali kaj in kako in pisali poste po socialnih omrežjih in hvalili in ne kaj vse, na vseh straneh. In zdaj ne mislim nič čisto konkretnega, ampak prav res, ko si omenil temo politikov, to je kar ena tema, ki so jo pravzaprav tudi papežu nekateri nekoliko zamerili, v smislu, da se je pač srečeval z vsemi. On je, ko je šel javno pred mikrofon, ko je imel nek nagovor, Urbi et Orbi na vse zadnje, ki ga je sicer v nedeljo prebral namestnik, pa vendarle, tam je bil on zelo jasen, tako kot si rekel, Ukrajina, Gaza in tako naprej. Na drugi strani se je pa potem srečeval s čisto vsemi, kar je potem na koncu nekako dvojno sporočilo marsikdaj bilo, ampak mislim, da to spada prav v kontekst njegove komunikacije. Situacijo obravnavamo čim bolj objektivno, ko je lahko, ko imaš pred seboj pa konkretno osebo, tudi konkretnega politika, je pa pač konkretni politik tam. Je pa res, da so prihajala tukaj vedno neka dvojna sporočila in s papežem so se vsi strinjali. In tudi, če smem dregniti v to osje gnezdo, tudi v slovenski politiki je praktično pravilo, da se gre vsakdo po volitvah čim prej prikazati v Rim, pa se slikati s svetim očetom. V slovenski politiki imamo težave z barvo čevljev, na drugi strani pa potem ni nobene težave s črno tančico, ko je pa treba iti pred papeža, ker je to pač neka dodana vrednost v javni figuri nekega politika pač. Tako, ena taka dvojnost, ampak dobro, tudi to mora biti. Sej to si dobro morda dregnil, ko sem se pripravljal, o čem vaju bom spraševal, je prav ta zanimivost. Zdaj bomo imeli papeža veliko raje, kot pa morda prej, za koga to velja, ker papež, ne glede na to, da je res veljal za najbolj ljudskega papeža v zadnjih stoletjih, ker vseh vendarle ne poznam, ampak je imel pa pri določeni politiki
tudi pri nas doma neverjetno zelo malo podpornikov. Dosti krat so ga zmerjali celo s komunistom, pa socialistom, pa z ne vem čim. In to je morda za koga, ki pa ne pozna, težko razumeti. Vendarle je papež človek, ki je dober do vseh, ali narobe razumem. No? Spomnimo, da je udeležbo na pogrebu že napovedal ameriški predsednik Donald Trump. In vemo, kakšna je njegova politika, denimo do priseljevanja, do migracij, kakšna je njegova politika do zelenega prehoda in podobnih tem, in kakšna so stališča papeža Frančiška bila do teh vprašanj. Tudi spomnimo na okrožnico Laudato Si o Božjem stvarstvu po svoje, ko papež poudarja to zagovarjanje vesoljstva, narave in vsega, kar je številnim politikom, ko smo videli tudi v Evropi sedaj z tem zelenim dogovorom, ko vsi grejo korak nazaj, je papež želel tukaj delati korake naprej. Konec koncev je bil tudi prvi papež, ki je nagovoril vrh G7, voditelje, se z njimi pogovarjal, delil stališča in gotovo ne stališča, ki bi bile po volji voditeljem svetovnim. Konec koncev nagovoril je ameriški kongres, kjer marsikomu niso bile všeč njegove besede. Nagovoril Evropski parlament, ker je jasno povedal, kakšno politiko naj ima Evropa, kam naj se Evropa obrne, pa gotovo ni pa ustregalo vsem. Nekateri sploh niso želeli biti v dvorani, ko je papež govoril v Evropskem parlamentu. Sam sem imel to priložnost, da sem se takrat tega srečanja udeležil v Bruslju. In zdaj, če bi papeža poslušali dobesedno vsi voditelji, tudi tisti, ki so se hodili fotografirati, nekateri celo se danes hvalijo, 2-3krat so ga srečali, papeža Frančiška, kakšnega, po domače rečeno, haska koristi, pa do danes nima Slovenija od tega, pa tudi, če so bili nekateri slovenski politiki, lahko večkrat pri njemu povedimo, kaj počnejo danes, da kakšne dobre lekcije, mislim, da niso tam odnesli. Ja, se bom samo dodal, omenil si teh nekaj stvari, ki jih je on stalno ponavljal, naprimer tudi kip migrantom namenjen, to je bil prvi kip po 400 letih, ki so ga odkrili, postavili tam v Vatikanu. To je bila tudi tema, kjer je v resnici močno delila načeloma tiste politike, ki bi morali zagovarjati to, kar govori papež. To je bila tudi ta nek razkorak med udejstvovanje tega, kar vera uči, ali pa papež govori, pa med tistimi, ki bi morda lahko doma pomirili javnost. Ja, prav migrantsko vprašanje, mislim, da kar prvo pri teh političnih vprašanjih, ki se je tudi kar naprej ponavljalo, in jaz nikoli nisem videl ničesar slabega v teh nesoglasjih. Res ne, zaradi tega, ker vsaka država ima neko svojo strukturo, gre za izjemno kompleksno vprašanje, gre tudi za zelo različne, začenši z zgodovinskimi pogledi. Namreč jaz tudi osebno menim, da je imel papež Frančišek popolnoma drugačno osebno izkušnjo, ki ga je potem vodila pri popolnoma drugačnem pogledu na migrantsko vprašanje kot pa večino evropskih voditeljev, posebej tistih evropskih voditeljev, ki so prihajali na oblast v zadnjih letih, potem ko se je migrantsko vprašanje postavilo posebej visoko nekako na lestvici problemov evropske civilizacije. Spomnimo se vseh tih množic, ki so romale takrat kar družno čez Evropo. To pomeni strah v ljudeh, to pomeni, da se to spremeni v eno zelo pomembno vprašanje. To pomeni, da pridejo na oblast marsikje voditelji, ki zavzemajo strožjo pozicijo do tega vprašanja. In tukaj je bila potem zmeraj ena taka, tako kot Alen je rekel, ena težava med papežem in med voditelji, ampak jaz sem to zmeraj čisto normalno razumel, se mi ni zdelo, da je to bistvena težava, ker so bile tukaj različno razumevanje težav in tudi jaz nisem prepričan, to bomo čez leta lahko analizirali, jaz mislim, da je dejansko Frančišek imel nekoliko manj vpogleda v realnost evropskega državljana. Ker eno je pretapljati krščanski nauk v moderno mnenje cerkve o migrantskem vprašanju, eno je pa biti prebivalec dol ob Kolpi nekje
in spremljati in gledati, kdo bo odkje, iz katerega grma prišel. Tretje je se vprašati o dostojanstvu tega človeka, četrto se vprašati o stanju v njegovi matični državi, peto se spraševati o njegovih razlogih, šesto o prihodnosti, kam bomo z vsemi temi ljudmi. To je tako kompleksno vprašanje, da bi bilo po mojem nekaj hudo narobe, če bi se vsi strinjali, začenši s papežem in političnimi voditelji. Omenil si v pogledu evropskega državljana morda, vendarle je pa pod papežem Frančiškom tudi cerkev, tudi Vatikan naredil kar velik korak naprej. Ta družbena omrežja, že na začetku ste omenili, da so zdaj mnogo bolj odprti tudi do novinarjev in do vsega. Zdi se mi, da je bila ta popularnost na spletu mogoče ali pa nasploh papeža zelo velika. Sem pa zadnjič poslušal neko javljanje iz Rima, kjer pa je bilo rečeno, da je pa načeloma ljudi na trgu Svetega Petra pa manj, kot bi jih morda lahko bilo. Kako je s to vero, papežem in pa popularnostjo ter seveda potem verniki v Evropi pod njegovim vodenjem cerkve? Če mogoče pogledamo papeža Frančiška, njegov pristop do javnosti, njegov pristop do medijev, tudi do novinarjev, konec koncev in nasploh do ljudi. Ali smo imeli v preteklosti toliko intervjujev papežev? Spomnimo se Janeza Pavla II. Ali pa papeža Benedikta. Tako. Nikoli ni bilo toliko prav intervjujev z njim, pogovorov, presenečenj, ki jih je pripravljal, obiskoval ljudi kar tako popoldne ob nedeljah v svetem letu usmiljanja in podobno. Mislim, da je papež naredil velik korak naprej. Približal se ljudem. Zelo. Ne, da to je že naredil po svoje Janez Pavel II. Benedikt je bil nekoliko bolj zadržan, pa vseeno prijeten, dober človek, ampak Frančišek pa je šel mogoče s to tudi njegovo temperamentom, ki ga je imel, je šel korak naprej, kar je bilo zelo dobro, kar je cerkev začel odpirati. To je super. Je pa drugo vprašanje, ki sem si ga pogosto zastavljal, da toliko pojasnjevanj besed papeža, pa tudi v preteklosti ni bilo, kot je bilo v tem pontifikatu. A je papež mislil to, a je mislil tako, a kaj zdaj drži, ali drži tisto, blagoslov istospolnih parov, ali ne blagoslov, ali kakšen je to blagoslov, na kakšen način, a to poroka, ali to ni poroka. To bo Gabriel gotovo bolj vedel, da toliko enih pojasnjevanj in toliko, kaj papež zdaj s tem misli, kaj je želel povedati, ni bilo. Res pa je, da pa se je približal mnogim ljudem, ki se drugače ne bi. Spomnimo, ta papež je obiskoval obrobne države. Ta papež ni bil človek, ki bi obiskoval vse po vrsti. Ta papež je bil človek, ki je res šel do držav, ali pa, spomnimo na imenovanje kardinalov, nekatere države so dobile kardinale, ki jih do sedaj nikoli niso imeli. Denimo Srednja Evropa je dobila zelo malo novih kardinalov v času pontifikata papeža Frančiška. Ja. Jaz bi samo, ker je bila zelo konkretna informacija dana, bi samo tisto najprej komentiral, se pravi, glede manj ljudi na trgu Svetega Petra. Jaz sem to doživljal zelo na blizu. Jaz sem šel v Rim leta 14 ali 15 in potem preživel 6 let dol, doživel predvsem epidemijo covida tam dol. Tako da jaz predvsem te manjše številke pripisujem že temu, to je v bistvu splošen pojav vse povsod, da se ljudje nekoliko, razen pri najbolj priljubljenih dogodkih na tem svetu, se nekoliko izogibamo večjim množicam, pa tako naprej, pa tudi to eno tako splošno občutje je. Tako, to je ena zadeva. In druga zadeva, zdaj se zbirajo množice v Rimu ob papeževi smrti, tako da jaz tega ne bi vzel kot nek merodajen podatek. Tretjič, vse je dosegljivo po internetu, isto sekundo. Jaz sem, priznam sam tak primer, da sem živel v Rimu, 3 kilometre stran od Vatikana, z terase na vrhu sem lahko gledal baziliko takole direktno, in sem rajši gledal po Vatikan News njegov prenos in sem res gledal, spremljal, res poslušal papeževe besede, ampak da bi pa jaz tja šel, pa sem bil tam, rajši ne, iz več razlogov. Tako, to samo ta zadeva. Glede tega komentiranja, to je pa res, jaz priznam,
Jaz sem se kot moralni teolog, sem v bistvu dolžan razlagati prav te teme, recimo, ki si jih omenil. Mislim, da so daleč največ časa mi dva preživela medijsko skupaj zaradi takšnih dogodkov in jaz sem se res naveličal. Jaz sem rekel, 2-3 leta nazaj, to je bilo tam okrog mojega doktorata, ko enostavno nisem imel več časa, da odgovorim na čisto vsako legitimno, pravilno in prijazno postavljeno vprašanje strani katoliških in nekatoliških medijev, sem rekel, jaz se tega ne grem več, ker to je vsak dan nekaj drugega. Ravno ko je šlo za tele istospolne pare, to so v 2 tednih so dali 4 pojasnila ven. Tako, ja, je bil nekoliko v tem evropskem smislu, je delovalo marsikdaj nekoliko bolj konfuzno vse skupaj. Ampak mislim, da temu ni tako. Zopet zelo, zelo pomemben je tukaj vpliv kulture. Jorge Maria Bergoglio je pač iz ene druge kulture, ki ni nič slabša, nič boljša, je pač drugačna in on je deloval na ta način in mislim, da je bila to v tej meri tudi dobrodošla osvežitev. Še eno misel bi dodal, se mi zdi, da tukaj pri vsem skupaj deluje ena zelo, zelo močna sociologija religije. Namreč med katoličani bi bilo zelo zanimivo izmeriti, ne vem, kako bi izmeril, mnenje o papežu Frančišku. Namreč, kaj se nam dogaja? Na eni strani večja odprtost, kot smo zdaj rekli, večja medijska prisotnost, več pridig, več čisto 1-na-1 pogovorov, več, ne pozabimo, od začetka je še maševal v domu Svete Marte vsak dan, se pravi, smo se najprej ukvarjali s tem, kam zdaj te njegove, kaj prej se je vedlo, prej je imel papež eno pridigo na 2 tedna na 1 mesec in tista je bila potem tako imenovano cerkveno učiteljstvo najnižjega sloja, ampak vendarle, potem je začel pa vsak dan pridigati, tako kot župniki na župnijah. In potem je bilo to, se spomni, se pravi, sprostil je te zadeve. Po drugi strani pa kaj se nam dogaja, posebej v zahodni civilizaciji, recimo v zahodnem delu, v zahodnem svetu, se nam dogaja ene vrste, recimo, revizija ali pa ljudje, tisti, ki ostajajo v veri ali pa nekako pripadni, osebnostno pripadni veroizpovedi, v tem primeru katoliški veroizpovedi, marsikdaj pričakujejo nekako bolj trdo linijo, ali kako bi se temu reklo, v smislu, če smo, dajmo biti zares. In tukaj včasih potem Frančišek, ki se poskušal približati, ni izpolnil teh pričakovanj. Ne pravim, da bi jih moral, pravim samo, da jih ni, ker se je pač v svojem pontifikatu osredotočil na nekaj drugega. Skratka, spet zelo kompleksno vprašanje, bi bilo zanimivo imeti številke, samo moja ocena, posebej med mladimi, recimo mlade katoličane, je v večini primerov zmotil tisti primer istospolnih, recimo blagoslov istospolnih parov, ker pričakujejo eno jasno besedo. Zdaj, a to pomeni, da niso dovolj odrasli, v smislu, da rabijo več podpore, da premalo sami mislijo, ne vem, ampak taka so, se mi zdi, sociološka dejstva. Ko si omenil ta odločnost, morda tukaj zdaj tudi pravi čas, da vprašam glede odločnosti, ko gre za tiste najslabše stvari, ki se dogajajo v cerkvi. Tukaj je vpleten tudi pater Rupnik, vemo, da sta bila prijatelja, pa tukaj se nam je pa zdelo, da te odločnosti tudi ni bilo, pa bi se sploh, tukaj smo pa res Slovenci zelo vpeti v ta del, zdelo, da bi pa potrebovali morda bolj trdo roko, zagotovo bolj trdo roko pri odločitvah, ko gre za patra Rupnika, naprimer. Mislim, da in pri tem vprašanju in so še tudi druga vprašanja. Denimo papež je začel nekoliko bolj odpirati vprašanja spolnih zlorab v cerkvi. Ampak ne vem, ali se jih je rešilo toliko, kot je bilo govora o tem. Tukaj imamo tudi primer patra Marka Ivana Rupnika, da tukaj sem osebno kot novinar pričakoval večjo odločnost Svetega sedeža, takoj neke ukrepe, kar ne da so prišli ukrepi zgolj iz njegove skupnosti, s katere izhaja. Tako da ja, in pri tem vprašanju in še katerih drugih vprašanjih bi od papeža pričakoval nekoliko več odločnosti. Zdaj, ali je to želel ali ne, tega mi ne vemo, ali so mu drugi tako svetovali, to bo čas pokazal, mislim, da slejko prej. Ampak ja, papež je bil, kar se tiče določenih vprašanj, zelo oster, zelo jasen. In ker smo ga takšnega
spoznali, sem pač pričakoval, da bo oster tudi pri teh drugih vprašanjih, ne? Tudi znotraj katoliške cerkve. Videli smo tudi finančne mahinacije, ki so se dogajale po določenih cerkvah. Ja, nekaj jih je odšlo, nekaj ali so jih umaknili, da pa bi se pokazala kakšna bolj močna kazen, da bi pač ljudje rekli, aha, gledajte, papež je tole naredil, ne, tega je, ne vem, odpustil, tega je vrgel ven, tega so vrgli v laiški stan. Vem, da to ne morejo, to me lahko Gabriel gotovo popravi, da ne morejo tega narediti z danes na jutri. Ampak ja, pri vprašanju, ki zdaj prihajajo ven glede patra Marka Ivana Rupnika, pri redovnicah, ja, bi pričakoval nekoliko večjo odločenost, tudi ne samo papeža, konec koncev tudi krajevne cerkve po svoje. Ja, torej tukaj se strinjam. Sicer tukaj lahko dam samo čisto osebno mnenje, zaradi tega, ker še zmeraj čakamo, da dal v Rimu nekaj premaknejo na tem področju. Dejansko je zelo težko, meni kot tiskovnemu predstavniku je zelo zoprno to vprašanje. Jaz osebno niti ne bom povedal v mikrofon, kaj si mislim in kaj bi jaz storil, ker ni primerno. Na drugi strani pa eni postopki morajo biti izpeljani in dokler niso dokončani in trajajo predolgo, je pa res, da zdaj Slovenci bomo zelo težko učili, recimo Sveti sedež o tem, kako naj se izpeljajo hitro in dobro sodni postopki. Ne, je pač treba. To je tako, kot da bi ga učili, recimo jih ne moramo učiti o tem, kako zapeljati zdravstveni sistem, da bo funkcioniral. Tako da jaz se ne čudim, da so tudi dol pač relativno neefektivni. Zdaj glede papeževega odnosa do teh primerov, je treba povedati, gre v dobro in v slabo smer tukaj. Prva zadeve je postavil na svoje mesto, vsaj za začetek že papež Benedikt. Mnogo opazovalcev in recimo zdaj že zgodovinarjev na tem področju je prepričanih, da je v bistvu papež Benedikt verjetno prav te teže ni mogel več nositi. Ni nikoli, ne vem, če bomo kdaj to izvedeli. Pred kratkim je prišla ven tale biografija, autobiografija papeža Frančiška, kjer imamo en namik v to smer, se pravi, da je papež Frančišek dobil od papeža Benedikta eno škatlo z najbolj rizičnimi zadevami, ki jih je treba nujno reševati, ki so začete in jih je treba čim prej peljati naprej. In vemo, da so bile to točno te afere, tako da verjetno je tista škatla povezana z reševanjem vseh teh zadev. Druga zadeva, papež Frančišek se je moral opravičiti na tem področju, v Čilu, če se ne motim, je bilo takrat je odstopila cela škofovska konferenca, na račun tudi njegovega nedelovanja in se je opravičil. Je potem tudi povedal nekaj v smislu, da se ni zavedal in tukaj mu jaz verjamem, ker lahko se mi danes delamo pametne za nazaj. Ta anahronistični pristop k zgodovini nam je zelo blizu, da se mi tako oziramo v leto 70 in se pretvarjamo, da mi razumemo, kako so ljudje takrat razmišljali. Ne, v bistvu smo mi naredili zdaj na nekaterih področjih, na področju raziskovanja in pozornosti na tako spolne kot duhovne zlorabe smo mi naredili, mislim, da za svetlobna leta napredka v zadnjih 15 letih, še leta 2005, če pogledamo malo takratne članke, je tako. Tudi v civilni sferi, ne samo v cerkveni. Tako da tukaj je večplastna vloga papeža Frančiška. Zdaj, glede Rupnika, kot rečeno, rabimo nek zaključek tam. Škofija Koper je v bistvu omogočila, da zaključek bo dan zaradi tega, ker se ga da soditi samo, če ima neko pripadnost nekam, tako kot ne moreš soditi nekoga, ki nima slovenske osebne izkaznice v Sloveniji, tako tudi razen pod določenimi pogoji, tako tudi ne moreš pri nas soditi nekoga, ki nikamor nekako ne spada. Tako da to čakamo. Vsekakor je pa ta zgodba žal zdaj v bistvu prekinjena s papeževo smrtjo in jaz se bojim, da bo tukaj ena packa. Zaradi tega, ker je enostavno predolgo trajalo, povemo konkretno, predolgo je trajalo, preden se je dvignilo zastaralni rok. Zastaralni rok se ni dvignil, dokler ni bila cela medijska galama, potem se je pa nenadoma dvignilo. To, tisti, ki delamo v medijih, vemo, da to je vse prej kot pa transparenten način, pa če tudi ni bilo nič narobe zadej, ni v redu in to bo packa. To škatlo si omenil, kakšno misliš, da je pustil na mizi v svoji sobi nasledniku? Jaz mislim, da je bil vsak kul poravnan. Jaz mislim, da naslednika ne čaka lahko delo.
če samo te vprašanja, ki smo jih sedaj odprla, vidimo, da niso rešena, da imamo vprašanje vojne na Bližnjem vzhodu, imamo vprašanje vojne v Ukrajini, imamo rožljanje z orožjem celotne Evrope, celotnega sveta. Videli smo in slišali smo papeža nedeljo za nedeljo, kako je ponavljal proti orožju in vse, nihče ga ni slišal. Jaz mislim, da bo tisti, ki bo prišel, bo moral to s tem nadaljevati, predvsem pa v prvi vrsti pač počistiti tisto, kar ni bilo počiščeno. Če držijo zadeve, da je Benedikt odstopil prav zaradi teže vsega tega, kar se je nabralo, je bilo mogoče tudi iluzorno pričakovati, da bo Frančišek v tem času pontifikata čisto vse rešil, kajti vedeti moramo, da konec koncev so ljudje na kongregacijah, ostali ljudje tam zaposleni. Menjal je lahko voditelje posameznih kongregacij, ampak zaposleni so tam ostali in pogosto so zaposleni na nižjih ravneh tisti, ki določajo takšno in drugačno politiko, kot pa vidimo v vrhih države. Omenil si, ko je menjal tudi v kongregacijah in tako naprej. Še eno stvar se morda lahko dotaknemo. Slovenija ima kardinala, gospod Rode, kardinal Rode je bil pomemben član sploh pri prejšnjem papežu Benediktu. V tem mandatu 12-letnem pa se je zdelo, da ga je papež kar precej umaknil iz javnega življenja in tudi odločanja in vpliva. Kako gledate na to stvar v slovenski cerkvi, ne? No, kardinal Rode je doživel 80. rojstni dan, takrat, ko sem šel v Rim, tako da kardinal Rode je vsekakor vse do zadnjega upravljal svojo službo, potem pa se je za civilne recimo standarde zelo pozno prestavil v bistvu 15 let potem, ko se običajno upokojujemo v Sloveniji, 63-64 let, kardinali grejo v bistvu v pokoj pri 80 letih, to je včasih malo teže razumeti. Ravno prej so me spraševali iz ene medijske hiše, zakaj so kardinali tako stari. Sem jaz rekel, zaradi tega, ker v civilnem svetu je pač si star pri 65 letih in greš v pokoj. Mi smo večno mladi ali pa mislimo, da smo in smo pač do 80. frišni, kot v mladosti. Dobro, to je zdaj še ena druga tema. Tako da kardinal Rode je takrat postal v bistvu se pravi šef dikasterija, takrat še pod Janezom Pavlom II, potem se je zgodila smrt leta 2005 in ga je potem v kardinala imenoval, a ga je imenoval že Janez Pavel II, skratka kardinal je postal potem pod Benediktom XVI, ampak v bistvu je bilo nastavljeno že pod predprejšnjim svetim očetom vse. Tudi logično, kardinal Rode, sam lazarist, se pravi ena taka blaga redovniška varianta cerkvenega življenja v cerkvi, je bil več kot primeren, mnoge jezike je znal tako naprej. Potem pa, ko je šel v pokoj. Zdaj, morda pa, to pa težko komentiram, bi bilo treba vprašati kardinala Rodeta, morda pa, in mnogi si mislijo, da tako je, se v kakšnih pogledih nad vse nista strinjala, čeprav sta se zelo dobro poznala. Moja ocena bi bila, bi morali vprašati kardinala, jaz mislim, da sta se ona dva vedno osebno zelo dobro razumela, morda pa sta imela, ali pa zelo verjetno pa sta imela precej različne poglede, vsaj v prihodnost, če že ne tudi v sedanje stanje cerkve. To boš lažje ti odgovoril, a ne? O strogosti je verjetno tukaj kakšna ta razlika, a? Tako je, tukaj se popolnoma strinjam. Benedikt je bil po godu kardinalu Rodetu bistveno bolj, lahko bi si upal trditi, kot aktualni oziroma dosedanji papež Frančišek. Sta se poznala, ampak mislim, da to poznanstvo ni kakšne koristi dalo, predvsem glede tem, ki jih gotovo vidita oba diametralno nasprotne, tudi kar zadeva tem, ki smo se jih prej dotaknili. Tako da, zanimivo bo sedaj videti, kdo
kdo bodo kandidati. Kandidati so že, sicer smo kandidata tudi mi dva lahko, oziroma vsi tisti, ki smo krščeni moški, smo lahko kandidati za papeža, no, ampak tako visoko ne bomo leteli. Ampak ja, zanimivo bo videti, kam se bo zdaj cerkev obrnila, na kakšen način. Tudi, če spomnimo na kardinale, ki jih je sedaj papež imenoval, kar precej, ampak kardinali, ki so nekje na obrobju in ti bodo sedaj izbirali novega papeža, tako da bo zanimivo videti, kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh. Jaz si predstavljam, da se bojo najprej igrali atomčka ali kaj takega, to je tisto, kar rečeš 2, pa morda da prva 2 pride skupaj, pa 3, pa 3, pa 4, 4, da se sploh spoznajo, pa da ne, kjer je Jože, pa kjer je Franc, sej tukaj. Koliko kardinalov ima res volilno pravico v tem trenutku? 135 včeraj, skupno jih je pa 200, tako nekaj čez 200, in seveda ker je pri takem številki je statistično verjetno, da imata še vsaj na 2 rojstni dan tja do belega glava, tako da verjetno bo tam 135 ali pa kakšen manj bo stopil potem v Sixtinsko kapelo. In res je, ne, ker je toliko novih bilo v zadnjem času, se morda res morajo najprej malce spoznati. Ja? Res je, predvsem najprej potipati, ne? Kdo, s kom, na kakšen način, ker moramo sedaj pričakovati, da se bo začelo tole grupiranje po celinah, po državah, po jezikih podobnih. Tako da ja, to bo sedaj prišlo, mislim, se je že začelo z dnem smrti, so se ti pogovori, ta povezovanja gotovo že začela in se bodo nadaljevala vse tja do zaprtja Sixtinske kapele. Zdaj, neprimerno pa vendarle, ko je ameriška vlada napadla Jemen, so se tam najvišji predstavniki ameriške vlade pogovarjali, ker po nekem, mislim, da so imeli celo Snapchat, pa še novinarja so po nesreči dali notri. Signal, ja. Signal so imeli, ja. A obstajajo tudi neke takšne pogovorne, ne vem, različice, ki jo uporabljajo kardinali, pa se zdaj to dopisujejo, verjetno pa vendarle ne gre vse po starih časih, da bi prav napisali na kakšen listek, pa ga je potem kakšen peljal v kakšno drugo škofijo ali pa kaj podobnega. Te pogovori verjetno bolje, da ne pridejo ven ali kako ne. Kako kardinali delajo, jaz ne vem, sem pa prepričan glede na to, kako jaz komuniciram recimo s slovenskimi škofi, da je signal WhatsApp in vse ostalo, kar ima peer-to-peer kriptirano komunikacijo, nekaj popolnoma normalnega in upam, da je tako, no, da ne pošiljajo golobčkov tam okrog. Samo dodal bi, to je gotovo, recimo to zdaj vprašanje se nanaša bolj na neformalno komunikacijo. Formalna komunikacija in formalni pogovori so pa v bistvu že krenili čisto uradno, ker ljudje si pod vtisom dnevne politike zelo radi predstavljamo, da gre tukaj za neke mafijska dogovarjanja in strankarske, vse verjetno je, mislim, do ene mere gotovo je, tega tudi nimamo kaj skrivati. Glede, v cerkvi, cerkvena zgodovina je najdaljša institucionalna zgodovina do danes znana. Mi smo imeli v zgodovini že koncile in sinode in srečanja škofov, kjer so se pretepali s palcami, ne, tiste, ko ima škof v roki, do tja smo šli, ne, do fizičnih obračunov. Torej, če neka dogovarjanja potekajo, ni to nič čudnega. Bi samo rekel, da je to tudi čisto normalno in jaz upam, da bojo čim več predebatirali zdaj takoj in upam, da so včeraj že začeli. Takoj naj začnejo, zaradi tega, ker to so v bistvu izbranci in to upravičeni izbranci iz celega sveta, ki naj se zdaj usedejo in naj se dogovorijo, kaj cerkev potrebuje in potem čim bolj soglasno in čim prej tudi izvolijo. Namreč to, da je bil nek, recimo, papež Frančišek izbran v 5., če se ne motim, v 5. glasovanju, to je pomenilo, da je dvotretjinska večina v 5 glasovanjih, to pomeni veliko edinost. In tak papež lahko potem z vso močjo začne, podobno kot lahko nek premier z močno parlamentarno večino vlada glede obljub, ki jih je dal volivcem. In tukaj je pač sistem ali drugačen, cerkev ni demokracija, ampak jaz mislim, upam, da se po čemerkoli ne komunicirajo, samo naj se dogovorijo in naj tisto velja in potem naj peljajo skupaj s tistim, ki bo izbran. No, pravijo, da tisti, ki gre na konklave kot papež, zagotovo ni na koncu papež. Prej so malce klepetala, praviš, da imaš svojega kandidata, pa se mi je zdelo zanimivo, no, zato te bom vprašal, kdo je ta kandidat in zakaj predvsem. Jaz spremljam kardinala Tagleja že kar nekaj let in mi je zelo blizu. Ne vem zakaj. Njegovo razmišljanje je
bomo rekli, da je nekoliko podobno Frančišku, ampak je vseeno bistveno bolj odločen kardinal, Azic, Filipinc, tako da mislim, da bi lahko prinesel eno svežo, drugačno idejo v katoliško cerkev. Res pa je, da bomo videli, kako bo v prihodnje, ampak ja, zdi se mi, da je kardinal Tagle naredil v zadnjih letih, tako kot kateri od kardinalov, zelo veliko naprej, veliko stopnic je prehodil in bil pogosto v družbi papeža Frančiška. Tako da, ampak to je eden od mojih kandidatov, ki si jih želim videti na Petrovem sedežu. Gabriel, imaš svojega kandidata, lahko sploh o tem govorite? Tako, bi ga povedal, če bi ga imel, poznam te glavne kandidate, bi jih tudi naštel, zdaj takoj spremljam to temo. Je pa res, da jaz malo drugače tukaj gledam, ne vem, če bom tukaj razumljen. Ne bom rekel, da je meni vseeno, kdo je sveti oče. Ampak na nek čisto ta objektiven, če želite, teološki način celo ja. Zaradi tega, ker jaz sem sam pač toliko let študiral, predvsej sem se ukvarjal tudi s zgodovino cerkve. Jaz sem trdno prepričan v to, da Gospod Bog po papežu in po ostalih škofih, ne pozabimo, da je papež, to je eno bolj simpatičnih zadev pod papežem Frančiškom, da smo res prišli do tega, da je to rimski škof, ki ima sicer šik belo oblekico, super, ampak ima tudi mogočna pooblastila, ki jih potrebuje, zato, ki jih cerkev potrebuje, ne on, ampak cerkev potrebuje, da lahko zadeve uspešno vodi in da cerkev ne razpade. Ampak potem se pa enkrat tudi konča, no. Jaz sem tako, pač kot župnik na župniji, imam sicer tudi te druge službe zraven, ampak jaz v glavnem svoj čas preživljam na župniji, med preprostimi ljudmi, med dijaki, med študenti na fakulteti, v gimnaziji sem. Osnovna vera, potem pa pridejo gotovo izjemno pomembne institucionalne vprašanja zraven, ampak se tudi nekje končajo in cerkev videla že čisto vse, tudi zdaj bomo enega našli. Včeraj je eden od škofov komentiral, ne bom povedal kateri, je komentiral v italijanščini, je povedal, po italijanščini obstaja prav izrek v smislu, a je umrl papež, se ne fa un altro, se bo naredila enega novega, ne, v tem smislu. Tako, malo grdo ni, ampak teološko zelo pravilno razmišljanje se ne preveč obremenjevati s temi zadevami, ker osnova cerkve in vere ostaja tam, ne. Zdaj načini se spreminjajo, agregatno stanje oznanjevanja, recimo se spreminja, tam je Frančišek veliko spremenil. Zdaj v osnovnih idejah in vodenju pa morajo ostati neka stalnost, ki jo katoliška cerkev potrebuje in jo bo naslednji papež v vsakem primeru, samo zato, ker bo že bo. No, tako. Mogoče res, ker smo zdaj v tem zadnjem delu pogovora, da namenimo nekaj besed še papežu, ki je se poslovil, no, papežu Frančišku. Omenil se ta agregatna stanja, pa se mi mogoče zdi zanimivo, cerkev ves čas že je. Eno stvar, ki jo je papež vendarle tudi zelo omenjal, so bile ženske. Bil tudi prvi papež, ki jih je vendarle porinil nekoliko naprej, dal jim je tudi dovoljenje, ne vem, če je to prava beseda, da lahko in berejo berila in da imajo več pooblastil. Pa mogoče res še to temo odpremo, ženske pod papežom Frančiškom. Ali je bil ta korak naprej takšen, kot so si ga morda želele ženske, ali je bil tak, da je ustrezal tem bolj trdi liniji v cerkvi? Ne? Videli smo pri sinodi, v sinodalnosti, da je papež odprl pot. Je pa bila tudi razprava o tem, do katere mere, kako veliko, koliko pooblastil dati. Zanimivo je sedaj se pojavlja, ali je bila članica kongregacije, ki je redovnica, pravilno povabljena včeraj, danes na sestanek ali ne, ali se jo vabi ali ne v sinodalno dvorano, kjer se pač pogovarjajo o pogrebu in zadevah, ki pač temu sledijo. Ja, gotovo je naredil papež tukaj velik korak. Gotovo bi si ženske na tem področju želele, da bi naredil še večjega. Videli smo razprava o diakonisah in podobno. Ne? Ja, tukaj mislim, da je papež naredil veliko. Res pa je vprašanje vedno, tudi pri sinodi smo se spraševali, oziroma sedaj, ko je prišel dokument, na kakšen način, kako veliko, kako odpreti. Tako da ja, mislim, da novega papeža,
pač kdorkoli že bo čakalo tudi na tem področju precej dela, kajti papež Frančišek je odprl nekatere zadeve, jih je odprl, ampak jih ni razčistil popolnoma. Sedaj imamo odprte zadeve. Lahko jih razumemo tako na ta način ali na ta način. Slej ko prej bo prišlo v cerkvi, da se bo to vprašanje še bolj postavilo v ospredje, da se bo potrebno ločiti, do sem ja, do sem ne, kje je tista meja. Tako da lepo, da je to odprl, sem vesel. Mislim pa, da bo potrebno bolj definirati vsa ta odprta vprašanja. No. Ja, tukaj se mi zdi zelo v redu povzeto. Jaz bi samo dodal, da je spet ta težava s kulturološko različnostjo. Zaradi tega, ker naprimer zadnjič sem sedel v studiu z novo škofovo vikarko v Avstriji, v Celovcu, tam je slovenski škof, ki je imenoval eno gospo za svojo namestnico. Tisti, ki smo škofovi vikarji, imamo posebna škofovska pooblastila na določenem področju, ki nam je zaupano. In v tem primeru se je, kakor je meni znano, prvič zgodilo, da je to mesto zasedla ženska. Mislim, da je tudi pravno nepravilno, ampak to je zdaj druga tema, se je začelo tukaj premikati. In v Avstriji je bilo to seveda sprejeto z velikim zanimanjem. V Sloveniji na Hrvaškem proti, tudi ženske proti. Evo, pa smo samo tukaj na 300 kilometrih recimo od Celovca pa do Zagreba. Zdaj recimo greš v Italijo, spet ne veš, kam točno pes taco moli tam, greš recimo na Madžarsko, bo pa upor, če se kaj takega zgodi. To je zdaj težava, zato je tako težko, po mojem, se sploh ne predstavljam, kako to papež dela, da vse te vrvi držati v rokah, ker je na vsakem strani nekaj posebnega tukaj. Zdaj, tisto, kar si jaz želim, je, da bi se zadeve tako uredile, da se ne bi nikogar v nič sililo in se te razlike spoštovalo. In pa predvsem, da bi se cerkev tako uredila, da ne bi šlo za čast in oblast, ampak za služenje. In to potem marsikaj reši. Recimo v moji župniji, to je grdo rečeno, v naši župniji, v župniji, kjer jaz delujem, se res trudim, recimo, da je moškemu duhovništvu recimo, je zaupana vloga bogoslužja in to je osnova duhovništva. Zdaj vse ostalo pa samo, da je kdo pripravljen delati, naj bo zraven, ne? Sam, da je kdo pripravljen. Mene briga, je ženska ali moški, sem velikokrat vesel posebej ženskega glasu, ker je drugačen glas, ker deci smo pač tupi za ene zadeve in je fino, če me kakšna ženska popravi, ki je pa tole, ne, in se na tak način skupno zgradi. Če se pa pogovarjamo o časti oblasti in pa povejmo kar na glas o plači, ko gre za nemško cerkev, potem je pa čisto drugačen tak te debate o ženski in tudi moški vlogi na vse zadnje v cerkvi. Dejstvo je, da cerkve ne bo, če ne bomo imeli moškega in ženske. Ne? Oba morata biti, da lahko cerkev diha z obema krilama pljuč. To je prvo, je pa vprašanje, kot je Gabriel omenil, ta kulturna razlika, da mi še imamo sedaj nekatere duhovnike, ki ne pustijo, da bi imeli ministrantke, da bi punce ministrirale pri oltarju. Imamo pa duhovnike, ki imajo večino punce poleg pri oltarju. Ne? Ampak že imamo to prihajamo iz ene župnij, kjer pač punce ne morejo ministrirati, fantje pa lahko, ampak potem se menja v župnik in so lahko prišle punce zraven. Že to je ena razlika, ki bomo morali v prihodnje reševati, ampak jaz mislim, da so to bolj postranske zadeve. Mislim, da tako kot je dejal Gabriel, ne glede na to, kdo bo papež, cerkev bo obstala, je obstala že več kot 2000 let, tako bo tudi v prihodnje in jaz se ne bojim, da bo kaj drugače. No, najprej bodo papeža seveda zdaj pokopali, pogreb bo v soboto. Papež je bil res trmast, ne? In tudi na koncu je poskrbel za to, da bo po njegovo. Njegova oporoka je takšna, kot je papež bil od prvega dneva, ko je stopil na balkon in je rekel, molite zame. To se mi je zdelo zelo zanimivo, ker je velikokrat v resnici prosil, da molijo zanj, ne?
breme, kot si sam dejal, je bilo več kot očitno. No in tam je napisal lesena krsta, rad bi bil pokopan v cerkvi Marije Snežne, sredi Rima si me prej podučil, da je to, pa brez velikega pompa, pa Francesco, samo po latinsko, naj tam piše in to je to. In to je spet popolnoma drugače, kot smo morda bili vajeni, čim bolj skromno. To je bila ta njegova pot. Res je papež od začetka, ko je začel pontifikat, že s svojim imenom Frančišek pokazal, kakšen bo. Res, da je bil trmast, kolerik, pogosto je vzrojil, sam sem pač imel to priložnost se enkrat celo doživeti. Tudi papež vzroji. Tudi papež vzroji. Je človek, tako kot jaz in ti, in dobro, da je takšen. In takšen, kot je bil ves pontifikat, kakor ga je začel z lepim pozdravom, dober večer, to je ostal vsem v najlepšem spominu. In vedno, kot si dejal, molite zame s to prošnjo, preprost, skromen, trd v nekaterih zadevah in takšen pač tudi odhaja. Takšen tudi odhaja. Ja, sicer jaz sem v svojem mnenju tukaj, pač papež naj bo pokopan, kakor želi biti pokopan. Vsekakor ni na mesto to, kar smo gledali, ko se je pokopovalo Elizabeto II, naprimer, to vsekakor ne, ampak recimo tudi nisem najbolj navdušen, ko se v medijih ustvarja zdaj pa ta vtis, da je pa zdaj tako zelo preprosto, ko pa prej ni bilo. V bistvu ni, ne vem, kakšna, ti si bil pri 2 pogrebih zdaj zraven, ne vem, tisto Trugo je tam je ukinil 2, ampak tiste krste so imele, tiste krste niso bile namenjene slovesnosti ali pa bogastvu ali pa vplivu ali pa ne vem čemu, ampak so imele v bistvu zelo, zelo globoko teološko vsebino. Vsaka zadeva v bogoslužju pri nas ima vsebino. Ima kadilnica, ima kelih, so jo imele tudi 3 krste. Še škof tukaj je pokopan nekoliko drugače, že zaradi dejstva, da je pokopan pač v nekem zaprtem prostoru kot cerkev. Tako da tukaj imam jaz svoje mnenje, se mi zdi, da je bilo bistveno preveč pompa s tem zdaj, kako bomo svetega očeta pokopali. In na vse zadnje je vendarle sveti oče, vendarle je to državni voditelj, cerkveni voditelj katoliške cerkve. Se spomnimo, včasih so imeli tiaro, tisto trojno krono papeži, to smo ukinili. Ni pa treba, da zdaj čisto vse ukinemo, ker ima svojo simboliko, svoje zgodovinske danosti. Tako da še enkrat, naj bo pokopan, kakor želi biti. Jaz na njegovem mestu bi čisto v službi papeške službe zadeve puščal pri miru. Je pa to seveda medijsko pa zdaj tipično Frančiškovo, uspelo mu je, vsi se zdaj pogovarjamo pa kdaj smo se nazadnje toliko pogovarjali o krstah? O krstah, tako, se pa polnoma strinjam. Je pa nekaj res, da je ta papež od vsega začetka rušil številne protokole, ki so bili uvedeni, denimo rdeči čevlji, potem imamo... Tudi ki je bival, se je on... Ja, seveda, ni bival, tako je bival v domu Svete Marte in spomnimo, da je pač po izvolitvi za papeža šel sam v hotel poravnati stroške, kjer je predtem bival, šel pa prvi dan v cerkev Marije Snežne, ki pa jo je pogosto obiskoval pred vsakim potovanjem, tudi vmes. Tako da mislim, da se strinjam, da tukaj s temi krstami delamo. Ja, veš kaj, jaz mislim, da je to malo nagajivo, pa malo trmasto od njega. Jaz si ga prav predstavljam, lahko sem Jaz si ga prav predstavljam, ko se je zvečer, preden se je vlegel v poslo, pritisnil F5 na računalniku, da je refreshalo in je pogledal in se mu je fajn zdelo, da je spet razburkal javnost z nečim. Zato sem rekel, da je bil trma še na koncu in še po smrti. Po mojem njemu čisto vseeno, v koliko krstah je pokopan, ampak da je pa debata o tem, to pa po moje, da uživa zdaj, ko gleda z vrha dol. Ja, hvala lepa, da sta prišla. Mogoče res še zadnja misel, kaj bo tebe najbolj spominjalo na papeža Frančiška? Mene, predvsem, imel sem priložnost se srečati z njim in ta toplota, ki jo je izražal ob obiskih oziroma ob srečevanjih in pa da je bil, ne glede na to, kdo si, kaj si, je bil do tebe človek. Je bil v prvi vrsti do vsake osebe človek. In mislim, da je to tista zadeva, ki mi bo ostala v globokem spominu.
Ja, meni čisto kot duhovniku, čisto po službi, ta način komunikacije, da zajameš vsakogar, to gotovo, in to sem tudi si vzel, ko sem postal tiskovni predstavnik, pa že prej kot duhovnik, na tak način delati z ljudmi, če le gre, če te ne ovira karaktera, oziroma ko te ovira karakter. Druga zadeva pa tudi seveda osebno srečanje. Jaz sem ga osebno srečal tik pred doktoratom, to je bilo en teden pred zagovorom doktorata, in pravi, takrat to je bilo ravno, ko se je on znašel na tem invalidskem vozičku, in je bil zaradi tega izjemno dobro razpoložen, ker ga ni več bolela, so ga noge bolele, kolena so bila takrat največja težava, in se mu je videlo, da je izjemno dobro razpoložen, in potem smo ga pozdravili, vsak posebej, in pa on me vpraša, tako se rokujejo, pa pravi, kaj pa ti delaš te v Rimu? In jaz pravim, doktorat zaključujem, pa pravi, na katero temo, pa mu povem, doktoriral sem pa deloma tudi na eno zelo znano njegovo dokument, encikliko Amoris Laetitia, ki je takrat zelo veliko enega hrupa povzročila. No, in jaz seveda ne bi bil jaz, če ne bi papežu rekel, jaz sem dobesedno se nasmejal, pa sem rekel, sveti oče, če se nima kam dati, če se nima te kam dati v italijanščini, če se nima kam dati, lahko pride naslednji teden na zagovor. In pa malo razmišljanje, prav vidiš, kako so klikerji delali noter v glavi, inteligenten je bil ta človek, neverjetno, in pa pravi, jaz se bi prišel, da bi izvedel, kaj sem točno napisal noter v tisti dokument, ne. In to je bil vrhunec njegovega humorja, zaradi tega, ker on je točno vedel, da ga mediji, katoliški mediji obtožujejo in strokovnjaki z področja, da ni sam spisal, da je imel ghostwriterja. In on se je bil sposoben norca delati sami sebe in reči, ja, bi prišel na tvoj zagovor doktorata, da bi jaz slišal, kaj sem pravzaprav napisal tam noter, ne. So enih 6 fotografije, smo se prav nasmejali, smo se tam, tako ja, ta način, ampak neverjetno, 200 ljudi v vrsti srečati in z vsakim, jaz ne vem, to je res možganska moč, neverjetna. In res je prav, pred smrtjo, dan pred tem 15 minut, v tem svojem stanju, kakršnem je bil zdravstvenem, si vzel čas in res z vsakim tam se še rokoval na Trgu svetega Petra, neverjetno. Sam sem včeraj zvečer pred pripravo tega pogovora gledal en dokumentarec, na to sem pa kar pozabil, to se boste videla spomnila, ko je v času korone sam hodil, kaj takega se pa verjetno ni in se nikoli več ne bo zgodilo, in takrat je pa imel poslušalce z celega sveta, ker je pa lahko govoril popolno v miru, in včeraj sem se prav spomnil tega, kaj takega, tega pa ne vidiš, tega sprehoda, in potem sam stoji in razlaga svetu, nekaj. Neverjetno. Mislim, da bo se teh podob v prihodnje še veliko nam naslikalo, se jih prikazalo. Ja, čas korone je bil poseben čas korone in on je takrat čutil z svetom, tako kot je čutil sedaj v času vojne v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu, Sudan, Južni Sudan, nenehno Uganda, nenehno poudarja ta žarišča po svetu. Ja, bil je čuteč, ja. Hvala lepa še enkrat, prav zanimivo vaju je bilo poslušati te osebne anekdote. Gabriel je rekel, zdaj se bodo, ne vem kdo od vaju, kolikrat so bili, ti si bil 7-krat, pri papežu. Ja, mislim, da je bilo tako, ko smo bili na različnih koncih, da. Vplivneš. Zdaj to sem hotel reči, zdaj bomo šteli, kdo te bo prehitel. Predvsem je premagal, jaz pa mimo toliko let. Ampak mi smo bili kot novinarji, ko smo spremljali papeža, sem spremljal kar na nekaj obiskih, Sarajevo, potem Italija, parkrat Trst nazadnje pa na Trstu, tako da ja, vesel tega. In to nam je bil najbližje, ja. Hvala lepa še enkrat, lahko ponovimo, ko bo se pokadil beli dim, pa bomo še koga dodali, ker zagotovo se najde Slovenec ali Slovenka, vidim, ki se s papežem aktualnim, bodočim pozna, pa bomo takrat še kakšen tak krok naredili. Za danes pa najlepša hvala, varno pot v Rim in se tudi veselim javljanj iz Rima na Radiu Ognjišče. Hvala lepa. Hvala lepa, vse dobro. Hvala lepa. Vam pa najlepša hvala, ker ste bili z nami in verjamem, da ste tudi vi v tem pogovoru, pa naj si bo tako nenavadno, ker vendarle govorimo o smrti, vendarle uživali. Papež Frančišek bi bil po moje vesel, da smo se tudi na njegov račun nasmejali. Hvala in lep pozdrav. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.